z začetkom leta 2025 se v Sloveniji pričenja redno cepljenje otrok proti noricam. In sicer otroci, ki bodo vključeni v program tega cepljenja, so otroci rojeni od februarja 2024 naprej. In ti otroci bodo cepljeni proti noricam skupaj s cepljenjem proti ošpicam, mumpsu in pa rdečkam. In sicer prvi odmerek bodo dobili v starosti med 11. in pa 18. mesecem, potem drugi odmerek dobijo pa ti otroci pri 3 letih starosti. In sicer s kombiniranim cepivom proti ošpicam, mumpsu, rdečkam in pa noricam. Cepivo proti noricam je v bistvu izjemno učinkovito. Po prvem odmerku cepljenja so pri otrocih nekje 6 tednov po cepljenju zabeležili zaščitna protitelesa pri približno 93 do 97% otrok. Potem po drugem odmerku cepljenja so pa zabeležili zaščitna protitelesa praktično pri vseh otrocih. Seveda pa nobeno cepivo ni čisto 100% učinkovito, tako da seveda se lahko zgodi, da tudi kakšen otrok, ki je cepljen, zboli, se pravi, to so posamezniki. Ampak pri teh otrocih je potem bolezen poteka veliko blažje. Tako da običajno se pri teh otrocih, če slučajno kakšen zboli, kar je redko, se potem pojavijo samo take rdeče lise po koži ali pa zelo redek mehurčasti spuščaj in pa bolezen običajno brez vročine poteka. Podatki kažejo, da je zaščita po cepljenju proti noricam dolgotrajna, se pravi, nekje pričakuje se doživljenjska zaščita po 2 odmerkih cepljenja. Cepivo proti noricam je izjemno varno in sicer po cepljenju lahko pričakujemo najpogosteje lokalne reakcije, se pravi bolečino, oteklino, rdečino na mestu cepljenja. Lahko se pojavijo tudi take blage do zmerne sistemske reakcije, kot je na primer povišana telesna temperatura, lahko se pojavi kakšen izpuščaj po cepljenju, razdražljivost. Zaznali so tudi recimo kakšne respiratorne okužbe po cepljenju, se pravi, to so okužbe dihal, zgornjih dihal, in pa lahko se pojavi tudi recimo slabost in pa bruhanje, driska. Sicer pa v redkih primerih se lahko pojavijo kakšni vročinski krči, kakšne resne reakcije v smislu anafilaksije, se pravi te hude alergijske reakcije, so pa izjemno redke. To pa se zgodi pri recimo 1 do 2 otrocih na milijon cepljenih. Glede na izkušnje drugih držav, ki so uvedle cepljenje otrok proti noricam, se je v bistvu pojavnost noric v teh državah izjemno zmanjšala. Zmanjšali so se tudi zapleti, hospitalizacije, smrti. Na primer v Združenih državah Amerike, ki je prva država, ki je uvedla cepljenje proti noricam za otroke v program cepljenja, že leta 1995, so zabeležili kar 97% zmanjšanje pojavnosti noric v populaciji. Enako, v bistvu prav tako dobro zmanjšanje so dosegli tudi pri zapletih, se pravi, tudi manj zapletov se pojavlja, hospitalizaciji in pa tudi smrti so se zmanjšale. Svetovna zdravstvena organizacija nekje priporoča vsaj 80% zaščito. In sicer zato, da se potem prepreči nekako širjenje tega povzročitelja v populaciji. Se pravi, če bomo v Sloveniji dosegli dobro precepljenost med otroci, se bo potem tudi zmanjšalo širjenje povzročitelja v vrtcih, v šolah, in bodo otroci potem manj zbolevali za noricami.